V pričakovanju velikega spektakla konec tedna prekmurskega derbija Nafte in Beltincev na prenovljenem stadionu so Lendavčani na gostovanju tesno premagali Bilje. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. S popotnico 3 točk proti Bistrici se bodo prvouvrščeni ekipi na prazniku nogometa v Lendavi zoperstavili Beltinci. Brinje Grosuplje upa, da bodo žuti podstavili polena pod noge lendavski zasedbi, z drugim mestom pa se še vedno spogleduje Triglav. Kranjčani so v pomladnem delu vzcveteli. Zadišalo je po vrtnicah, novogoriška zasedba je osvojila 3. zmago, ugnala je rivala za obstanek Krko ter se po dolgem času dvignila z zadnjega mesta. Goričani so pred gostovanjem v Novem mestu imeli v statistiki 2 zmagi in do obeh so prišli daleč od svojega domovanja. Na Portovalu niso še nikoli izgubili, jih je pa Krka zato v prvem delu prvenstva premagala v Novi Gorici. 16. minuta je prinesla prvi zadetek, podaja Skota, na drugi vratnici je bil Tijan Goga, leta 2008 rojeni nogometaš, je dosegel svoj članski prvenec. Domačini so uspeli izid poravnati v 30. minuti. Podajo v prazen prostor je izkoristil Leon Bičanič, dvignil je žogo preko Alena Jurce. Na prvi članski zadetek je Goga čakal 23 tekem, na obračunu s Krko pa je dosegel kar 2. Ni najbolje zadev žoge z roba kazenskega prostora, slednja se je odbila od tal tik pred vratarjem Hribarjem, ki ni uspel posredovati. Od 57. minute dalje so morali gostitelji igrati z enim manj. Posredovanje povsem na robu kazenskega prostora Aleksa Petroviča je bilo po mnenju sodnika Šabanagiča primerno rumenega kartona. Ker je igralec že prejel tovrstno opozorilo v prvem polčasu, se je moral odpraviti zelenice. Goričani so zaključili delo v sklepnih 20 minutah tekme. Nuančuku je znova dokazal, kako pomembna okrepitev je za vrtnice. Odkar je v zimskem prestopnem roku prišel iz Krškega, je dosegel 7 zadetkov, če smo natančnejši 8, kajti uspešen je bil slabih 10 minut pred koncem. Gorica je še vedno v območju izpada, a ne meče puške v koruzo, še posebej, ker igralci Oliverja Bogatinova kažejo vedno boljše predstave. V zadnjih 3 krogih pa se bodo srečali z Dravinjo, Ilirijo in Krškim. Odkar Biljenci in Nafta igrajo v drugi ligi, Primorcem vzhodnjakov niti enkrat ni uspelo premagati. 3-krat so uspeli iztržiti neodločen rezultat. Gostujoči vratar Erjavšek je zaklenil svoj gol in ostal nepremagan. En zadetek v mreži Jureta Lipičarja pa je odločil tekmo, dosegel ga je Aron Matijas Dragoner. Prav vratar Bil je potem, ko je že tekel podaljšek, uspel doseči zadetek, a je bilo veselje kratkotrajno. Stranska sodnica je namreč videla, da je žoga po izvajanju že prečkala gol-out linijo. V naslednjem krogu Nafta igra derbi na prenovljenem lendavskem stadionu proti Beltincem. Žuti so generalko pred nedeljskim spektaklom opravili proti Keti Emi Impol Bistrici. Domača obramba je uspešno omejila razigranega kapetana in prvega strelca gostov Marsetiča. Delo je bilo za žute lažje, saj so zadeli že v prvih 10 minutah. Po akciji Skota se je gola veselil Murad Bajraj. Prva špica Beltincev je v drugem polčasu podvojila prednost in z 2 zadetkoma je zdaj Bajraj v družbi Maroše prvi strelec lige. Oba sta pri 19 golih. Rumeni so delo dokončali v 73. minuti, na listo strelcev je svoje ime dodal Tilen Ščrnjavič, ki je vstopil v drugem polčasu.
Tekma se je končala brez sodnikovega podaljška, Beltinci lahko samozavestno pričakujejo gostovanje v Lendavi. Konec je tekme 27. kroga, prosim. Dravinja je lani končala na 7. mestu, letos pa je imela slab začetek sezone. Na prvo zmago je morala čakati 9 krogov. V nadaljevanju je šlo igralcem iz slovenskih konic bolje. Tekma z Ilirijo bi jim lahko dala uradno potrditev obstanka v ligi. Ljubljančani so povedli, videli smo že zadetek Urutije Sabelje. Pri rezultatu 0:1 je ostalo, ko sta moštvi odšli na odmor. Takoj po prihodu iz slačilnic pa veselje gostiteljev. Žoga je priletela na desno nogo Adebayoja, ki jo je udaril s približno 16 metrov. Golič je imel zakrit pogled in imeli smo izenačenje. Ko je kazalo na končno delitev točk, pa je za polni skupiček poskrbel Denis Vezjak. Pritekel je prvi na odbito žogo po prostem strelu. Ilirija na 6. medsebojnem obračunu ni uspela prvič premagati Dravinje. V televizijskem prenosu smo lahko spremljali tekmo Brinja-Grosuplja ter sežanskega Tabora. V medtedenskem terminu se je na tribunah objekta v Grosuplju zbralo 350 navijačev. Letošnji pokalni finalisti so začeli s polno paro. Po prodoru na bočnem položaju je sam v osrčju kazenskega prostora obstal Nikola Jovičević. Imel je čas, da je pomeril na daljšo vratnico, kjer Trobec, ki je zamenjal Zerjalja, ni uspel posredovati. Še v počasnem posnetku natančna podaja in natančen zaključek. V 24. minuti je po predložku z leve strani žoga ostala blizu gola. Na njej je bil prvi Kovač. Zanj 9. zadetek v drugoligaški konkurenci, kjer se bliža 100. nastopu. 3 minute pred koncem rednega dela pa je Jan Kranjc, rezervist Tabora, odšel v samostojni prodor z leve strani proti sredini. Nato je podajal do Dina Stančiča, ki se je otresel branilca, in na drugi strani zaposlil Tijana Panteliča. Igralec, ki je prišel na Kras lani iz Slovana, je zadel pod prečko. 3 točke za Brinja-Grosuplje in 5. zaporedni poraz za Tabor. V prvem delu sezone Triglav doma ni bil preprečljiv, so pa Kranjčani spomladi dvignili formo. Zadnja ekipa, ki jim je vzela točke, je bila sredi marca Ilirija. Proti Jadranu so v prednost prišli po 4. ure igre. Vztrajen je bil Luka Mačak. Ko se je zdelo, da bo izgubil žogo, je v padcu preigral še vratarja in jo pred posredovanjem branilca potisnil v gol. Prvo tekmo v prvi postavi za Triglav v letošnji sezoni je kronal s prvencem v kranjskem dresu. Za drugi in hkrati zadnji gol na tekmi je poskrbel Tihomir Maksimović, tekla je 2. minuta sodnikovega podaljška. Tri kroge pred koncem ima Triglav še minimalne matematične možnosti, da se povzpne na drugo mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije. Rudar je imel na radarju 6. mesto. Po porazu Bistrice bi se Velenjčani s 3 točkami približali le na zmago zaostanka. Z natančnim strelom s približno 20 metrov je mrežo gostov prvi zatresel Sačvel. Mojstrski udarec velenjske desetice, ki lovi lanski izkupiček, je pri 6 golih, v prejšnji sezoni jih je dosegel 8. Tekma se je bližala koncu, v poslednjih 10 minutah so zeleno-črni povišali prednost. Še en zadetek s precejšnje razdalje, dosegel pa ga je Dominik Šimić. Visoka zmaga je bila potrjena še pred 90. minuto. Zalokar je še tretjič klonil, zasluge za veselje domačih pa si je vzel Josip Perković. Rudar na zadnjih 5 tekmah ni izgubil, zabeležil je 3 remije in 2 zmagi. Uvod v pomlad Jeseničanov je bil sanjski, nato pa so osvojili le 2 točki. Na prvi tekmi na Jesenicah med Slovanom in omenjeno zasedbo je padlo kar 5 golov, tokrat pa le 1. V 30. minuti je za gostitelje zadel Aleks Ristić. Osma ligaška zmaga za Slovan, Jesenice pa se vse bolj bližajo 3. ligi.
Dravinja je premagala Ilirijo, po preobratu z 2:1 na semaforju smo imeli 3:0, tako na tekmi Beltincev Klime Tratnjek in Keti Emi Impol Bistrice, kot tudi Rudarja in Krškega. En zadetek je zadostoval Nafti v Biljah za polni skupiček, Gorica je bila preprečljiva v Novem mestu, ugnala je Krko 4:1. Triglav nadaljuje z nizanjem zmag, belo zastavo je moral tokrat dvigniti Jadran, Brinje Grosuplje proti Taboru 2:1 ter Slovan Jesenice 1:0. Na lestvici imamo le eno spremembo, in sicer v drugem delu. Vse ostale pozicije so nespremenjene v primerjavi s prejšnjim krogom. Nafta drži prednost 5 točk, drugo mesto pripada Brinju Grosuplju, Triglav je tretji in ima 3 točke pred Beltinci Klimo Tratnjek. Tabor je 5., 6. Bistrica, 7. Rudar in 8. Bilje zaključujejo prvi del lestvice. Drugega začenja Dravinja s točko prednosti pred Slovanom, Jadran ima 26 točk, 24 Ilirija, po 23 skupaj Krško in Krka. Gorica ni več zadnja, na dnu se po novem nahajajo Jesenice. V naslednjem krogu Ilirija igra z Biljami, Brinje Grosuplje odhaja na gostovanje k Bistrici, Jesenice se bodo pomirile z Rudarjem, na stadionu Matije Gubca bo igrala Krka. V športnem parku Dekani se bosta soočila Jadran in Slovan, veliki derbi bo v Lendavi, v goste prihaja Klima Tratnjek. Tabor igra s Triglavom, krog pa se zaključuje s ponedeljkovim srečanjem Gorice in Dravinje.